The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Pozdravljeni nazaj na še enem kolesarskem čveku. Danes je z mano gospod Jure Mahle, strasten kolesar, pa bo debatirala o kjer bike ima, klele zadnji ga vidite, cak, seksi mašina od Colnagota, V4 RS, pa bo povedal, zakaj ga je tako sestavil, zakaj se je odločil glih za ta kolo, mogoče kjerga kolesa ni dubu. Pa bo šla še malka, ima 2 hčerke in obe 2 kolesarta pri Rogu, tako da še v temu malo, mogoče še šla, ko se je glih Giro začel, pa vsi navijamo zdaj, tako da, nič, o tem se bo pogovarjala. Če koga karkoli zanima, lahko pol komentirate spodaj in je to. Evo, Jure, hvala, ki si se oglasil, ko si? Hvala tebi za povabilo. V redu. Pač po počitnicah, vse veš kako je. Mislim počitnicah, po praznikih je malo naporen prijeti prvi dan v službo, pa še htep, ne. Si rekel, kje si zdaj kolesaril? V bistvu nisem kolesaril, v Toskani sem bil, za družinsko, no, sem bil v Toskani. Aha, okay. Z avtom smo se vozili, pa veliko prehodili, tako da celo Toskano smo si ogledali. Težko. In je lepo? Zelo. A imaš kaj za svetovat, kam bi šel na kolo? V bistvu je Toskana ni toliko velika, bi jo lahko kar v enih 3-4 dneh kar celo prevozil. No. San Gimignano je krasno mesto. Okay. Tako da pisal sem mi, da to vsi poznajo. Okay. Firence. Ne, v kjerga bi pa šel tako, da če bi šel zdaj, ne vem, še enkrat, da bi se nekje... V bistvu ni mesto, v katero bi šel. Pač vozil bi se čez vse vasi, stavil bi se v kakšni vinoteki, kaj dobrega pojedel pa naprej. Mislim, ne bi se stacioniral v enem mestu, pa se pol od tam vozil okrog? Ne, sploh ne. Bi se kar... Sprav na 2 dni bi... Ali pa 3, ja. Okay. Tako da je luštan, lepo. Se pravi, imaš zdaj že plan Strade Bianche naslednje let za materije? Se ne vem, kdaj sploh je. Za dirkat niti ne, no. Mogoče, ne. Enkrat mi je Lucijan rekel, da obstaja Erojka z retro kolesi. Neke 3 dolge trase so, samo po Makedanu, pa kolo mora biti star, tam okrog 80-letnika. Okay. Se mi zdi, da 8 mora biti zadnji zobnik, reden zobnik. To je pogoj. Tako da, to bi šel mogoče, pa kakšen tabular okrog vrata, pa kapca. Jaz zdaj gledam, da bi si enega ta starega nabavil. Samo vse, kar gledam, je čist predrago, da bi si sploh kupil. Kakle je, v Velotu je prvi četrtek v mesecu, mislim, da je prav retro runda. In se kleje in se pol pojavijo v onih starih dresih in je prav pač pa je dosti zanimiv. Na zadnjih je bilo okrog 10. Tako da pač je že v redu. Lahko pri meni zbiraš, jaz sem mene 4. Sam ne vem, če sem pogonil. Ja. A res? Colnago, Pinarello. Pa se pa ofer še malo pogovorili. Pinarello tebe nas. Belga. A res? Od tasta, ja, tast mi ga je dal. Koliko je velik? Mislim, da je 56. Se pravi, to je zdaj kar 54. Rečemo. Koliko? Klej ni. 200 evrov? Ne, posodam ti ga. Ne, jaz bi ga kupil? Ne, to ni za kupiti. Na steni ga imam. Ja, se jaz bi ga imel tudi klej noter. Na televizijo. Ali pa tjale zadnji bi šel direkt cak gor. Ne, bo se zmedila enkrat, pa bom prišel z 2, pa bo šla skupaj odpeljati. Jaz bi ga kupil. Ne bo šlo. So stvari, ki se ne prodajo pri mene. Res, da jih je malo. Se keca. A ja, pa pogovarjala se bo še o kolesarskih rundah, tako da mogoče lahko že kar tam začneva. O Medvodah, Mengšu. Tako smišam. Si bil? Ja, se vem. V Mengšu se imate rundo isto ob sredah, tako kot je Velobaru in pol je meni zelo težko, Klej imam pred Klunom in mi je zelo težko na konc prijeti. Tako da, kakšno rundo imate vi? Koliko je dolga? V bistvu imamo rundo dolgo 70 km. Začnemo jo konc marca. 14 dni prijem se ura prestav. 2krat zaprobamo, strasiramo, pregledamo, kje so lukne, pa aprila zares začnemo. A ni ponovadi že ta prva v filter? Nobena ni v filter. Lepo se peljemo.
No, po jaz cestno-prometnih vsakič, ki predpisih sem pa tako šel, naprej. sem mogel prej biti orang spočiti, da sem sploh prišel okrog. Ampak ja, Ne, mislim, da je tudi trasa taka, da je razgiban, ampak primerna dosti za ravno. vsakega. En postanek imamo vmes na Bašlu, na vrh klanca se počakamo, ponovadi je to minuto, dve, ni več. Pa gremo pa po dva, odvisen kje, no, tam, kjer se da. Cilj je pa tudi omengšo. A ti si dosti hodil na runde, še prej, še kakšne? Ko sem dirkal, so nas zdaj poslali na Dolsko rundo, te se zelo spomnim, ker je Urank letela. Potem pa ne, pa ko sem nehal dirkati, dolg časa sploh nisem vozil kolesa. No. Vem, da so obstajale runde po Ljubljani, no. Šel sem še parkrat na Dolsko, pa mi je bilo še težje, takrat, ko sem dirkal. Tako da, ne, nisem se udeležal. A te mogoče veš, a Dolska sploh še je? Še. Še? Bil sem 4 leta nazaj, 5 mogoče. Vem, da sta 2 v bistvu uri v bistvu dnevu, samo da ena gre na Trojane, pa nazaj, en naredi pa cel krog, zdaj odvisno, koliko jih je. Ne? Zdaj pač te starejši člani, ki že skozi hodijo, se zbirajo in grejo vedno, takrat, ko do Trojan pa nazaj. Okay. Za nazaj se doskrat tudi potem srečajo, pa grejo skup nazaj, tako da nisem pa bil zdaj že 2 leti, tako da lahko da se je kaj spremenil. No. Jaz po moje nisem bil žene. Sem šel sam enkrat ali enkrat vem, enkrat sem šel po moje sam. Pa to sem odvil par leti, sem šel kar na Trbalev pol gor. Pol nisi tako slab, da zdaj ne znaš. Ne, mislim, problem je, ker preveč bilo, to je, tako smo se Pa promet pa vse, ne. včerajšnjem, skoraj da ne, čez en cel pas skozi, ko se vijuga toliko, pa še kdaj si šel še na kontrapas. In je bilo pač tako. Ne, pa ob taki uri je med konico. Brutalno se voziti, da nisem glih. Hodil sem včas, ko vem, da je bilo tudi ene par telih, k tebi hodijo, mislim, tja, v Mengaš, na Krof, je Krof bil. Krof je bil Ker tudi, je ja. v Domžalah šel pa, kva že sploh ne vem. Na Izlake, Ja, pa iz Izlak na Trojane, ja. pa iz Trojan dol spet nazaj do Vira. Ja. Na Viru je bil štart, ja. Še 2 let nazaj je obstajala, no. Zdaj pa nekako, čim runde preveč letijo, potem ljudje noče več priti. Ne. Eni glih zaradi tega pridejo, ker bi radi dirkali, Samo njih je pol malo. teh je zelo malo, ja. Eni, ki pridejo se voziti, jim glih to ni všeč, tako da runda mora biti glih nekaj vmes, pa bistvo runde je druženje, no. Da se potem ustaviš, spiješ pijačo, malo analiziraš, kdo je kje spustil, malo se nasmeješ komu. To je bistvo teh Čak, rund. pa No. Metek je še v Ljubljani, ne? Metek, ja, imamo prijatelj, Rok. Ta je tudi kar... Ta je ob četrtkih ali ob torkih? Četrtkih, ja. Četrtkih. Tudi kar dobro obiskana, tako da... Ja, pa Ta je malo bolj hribovita. Čak, pa te štartajo v Sostru na Ja. avtobusni, 13. V bistvu, ja, končna, ja. Par gostilni, Ja, kaj že Kovač. Kovač, ja. Aj, ja, Kovač, Kovač. pizzerija Kovač. Ja, okay. A je še kakšna tako v Ljubljani pol sploh? Velo, to vem, da je to drugače pa za Ljubljano. V Trzinu so se tudi nekateri dobili, zdaj ne vem, kako se je imenovala. Vem, da je ena, ki je šla tudi ta, ki je v Smico, ali kako so hodili, kle Vrhanka, Horjul. Barjanka. Aha. Sam ne vem, če obstaja, jaz mislim, da ne več. Bila je pa kar nekaj časa, ja. Ko je na neki cajt, da so imeli še od Penkota, so imeli kle, da so se dobili, kva je una tam, od Zaloga še naprej, on pri Aha, Peclu. pri Peclu, pa na Trebeljevo, tudi ta je bila, ja. Tudi ta je bila, ja. Bogenšperk. Sem pa celo bil nazaj. enkrat z Ja, jaz sem Boštjanom. šel tudi enkrat. Enkrat sva bila, ja. Tako da drugo pa, ne, skratka, vse te runde so sreda, četrtek. Ja, in mi smo imeli zdaj še tork mountain bike na Rašico. In tako da smo zdaj to dali na ponedeljek. Danes. Ampak danes gledam, ne bom šel, ker sem malo pozen, ne. Sem te okupiral. Ja. Vse sem ne skril. Tako da smo, v bistvu zaradi roka smo Metek, ki ima ob četrtkih, prestavili torkov, MTB na ponedeljek, tako da ima fant lahko en dan frej, ker ne more zamuditi kakšne runde. Tako, res. Tako da, Pa to so še vse take, ki moraš se že dobro pela, da si zraven, pa če si še zgonen,
pač ne vem, kako si to sploh lahko. Ja, Še za vikende skozi kolesarta in pol. Meni tako 3 dni zaporedno, pa 3 dni ne paše več. Tako da, ja, zdaj sem 3 dni nisem nič, danes tudi ne bom, tako da 4 dni sem brez koles. To je že praznik skoraj. Jutri se bom malo zapeljal, če bo cajt, pa v sreda runda, v soboto gremo pa diagonalo. Malo drugačno, no, po svoje. Koliko je diagonala? 300? 320, ja. Mi gremo iz Ankarana do Bele krajine, pa gremo na Babno polje, pa Osilnica, malo po Hrvaški, pa malo drugačno, no. Tisto smo že naredili. No. Jaz sem letos res hotel se vam pridružiti, sem nimam kolesa, tako da šment ne morem. Kaj pa če ti dam unga, vintaže? Ne upam. Ne, tako, sploh se ne bi upal zapeljati, tako če je kakšen testen kolo, ja, da mi ga pa en drug posodi, takrat, ko si mi dal ti tega Colnagota C68, pač meni ni to, ko se, a veš, ko skos imaš, ne vem, ok, se že samo en kamenček prileti, pa se bo praskalo, ga prisloniš nekam, pa Jaz in to je, ne vem, to meni kar malo težko. Ni problem, če si ga posodaš, plačaš, recimo na kakšnih kanalcih. Ja. Tis ni težav. Tako od nekoga drugega, sploh pa če je dober kolo, je pa slab občutek. Sploh če veš tako, da kakšnega, ki se tudi voz, pa kamerka, pa tako, da dobro zgleda, ne? Ja. Že sam veš, da nekje ena praskica takoj upas. Tako da, ja, kolesa posojati je kar malo muka. Avto, kolo, ženske, to ne gre. Pa avto meni vsem, ženske, ja, to ni šans. Kolo tudi, pismo, težko mi ga je posodati, čeprav zdaj tega, ki dobim, ga bom. To bi jaz lahko še tebe ponudil. Kaj pa dobiš? Najbrž nisi gledal našega zadnjega videa. En special kolo smo naročili iz Tajske, ki so mi iz Singapurja svetovali. So rekli, da je ful dober brand in da se tam ful pač vozijo. In sem ga zdaj naročil. Pofarbali mi ga bojo tako, ko je bil C64 Colnago, una frozen barva. Aha, okej. Rdečo? Rdečo, zlati napisi. Pa imam pa še od Ceramic Speeda zlato SPV, zlato verigo, pa feltne so take, da so pletenje imajo tako kot pri kampi, da so 3 špice, s tem, da so 3 špice zlate, druge so črne, pa še zlat napis je na feltna gor. Tako da bo čist. Kičast. Ja, pa jutri grem do Berka, ki Vehovar je glih obroče naročil in mu moram odnesti obroče, jaz pa čakam na sedež, ki ima zlat zgori. Ne vem, vmes, kako se reče. Ja, prečko. Ja, prečko. Tako da grem to iskati in ko je čakam. Tako da lahko konkuriram tvojemu PIM faktorju. Fajn je, ko nekaj sestavljaš, ko nekaj naročuješ, pa sam čakaš, da to še dobiš. Pa se polka dobiš, pa se peleš, tako kot z drugim, ampak tist cajt, ko pa sestavljaš, je pa brez dobro. Ali pa ko čakaš nekaj, ti ga bom pokazal. Pa bom, evo, zdaj v video bom dal noter še slikce, ampak res seksi izgleda. Tako da upam, da se vsaj tako dobro še pele. Ker teže, ki sem gledal na netu, so tam od slabih 7 do 7,4 so sestavljeni, tako da jaz, tako kot ga me sestavil, bi mogel biti, z Ultegro bi mogel biti pod 7,5. To je čist konkurenčen. Ja. Če je to... Z Ultegro smo v redu. Ja, z Ultegro, ko uni obroči, ki so, mislim, da so 55-56 so visoki, ki so v bistvu podobne oblike, ne tako kot Princeton, ker Princeton ima že full valovit, tako malo daljši valovi. In pa so tudi lahki obroči, ure 350. Kar je za to visoke je, za moje pojme, kar v redu. Se bojo cenovno, ne bojo najcnej, ne bojo pa tudi najdražji. Mislim, da bo okrog ure 800, ure 900 klenek je bo cena. Tako da me prav zanima. Ko se v vozilka, to je ta glavno. Ja, skratka, denar se že kar morajo, no. Saj imaš tudi ti neki gor za ta denar, pa boš pol bo komentiral, jaz nisem zadovoljen s temi obroči, ti pa svoje povedal. Čakaj, ok, ti imaš še 2 hčerki, ki obe dve tudi full derkata, ena je zdaj dubla še celo par meter. Res. Pa kolo ima to kljuštem pofarban, da zanč, ko sem bil pri tebi, sem ga prav gledal, kaj je res dober. Malo drugačen, ja. Ja, tako da... Zlatim. Koliko časa že derkata? Lina
6. leto, sicer je prve 2 leti pač poligon, pa kakšna dirka. Ta je pa 5 let, pa 1 leto manj, no, čeprav je starejša. No. Okay. Pač je ta mlajša navdušila. Ta mlajša smo pelali na trening in se popoldne ni imela kam dati, po zim pa je hotela tudi v telovadnico, kar radila je pač fuzbal, košarko, karkoli so še že igrali, je rada zraven hodila. Tako da pol spomladi je hotela tudi ona imeti kolono. Tako da je pol še ta starejša začela. No. Pa ta mala je že tudi zmagala, se pravi, pokal v Sloveniji. Ja, tudi ta velika ga je že zmagala že pred, ta manjša, no. Ta Lina ga je pa tudi, ja, že 2-krat zmagala, Kids Tour je tudi zmagala, pač te etapne dirke, pa Idrijo, predlani zmagala, lani je bila druga skupno. Ta vikend se začne Idrija spet, tako da ima že zdaj tremo, ker je res težka dirka, pa ponavadi je vreme, lani je dež padel vsak dan. V bistvu ne. Zdaj napoved se sploh. Idrija je tako, se veš malo luk, tako je tak Če bo sonce drgel, tam daš. Upam, da ne. Tako da, čeprav je kronometer gorska, pa 3 dan je krožna dirka, tista gorska, pa pač kronometer greš, če daš. Koliko ste stare? 17 je starejša, 16 je mlada. A je samo 1 let sta razlika? Let pa pol, ja. Fuck, sam tako, ko jo pa pogledaš, si pa misliš, da sta Ja, 4 leta. linčka, mečkam bolj drobna. Ja. Drugače 9 razred pa drugletnik. Ja. Ok. Koliko pa se vozijo pri teh starosti, koliko sta, ne vem, lani kilometrov naredili? Zdaj teh strav pa tega nimata, pač jaz jim tudi ne rečem, to moraš imeti, če želijo, no, tako da nobena nima tega. Mislim, da je ta naredila okrog 7000, no, Lina pa okrog 5. Koliko dirk na let pa ima ta približen? Tam okrog 25 štartov, do 30, odvisen, no. Kilometrov je koliko to? 30, 40? Ta ima že 80, zdaj, ker je stara mladinka, Lina je mlajša mladinka, ima okrog 50, 55, 60, odvisno, no, kakšna dirka. Če kriterij je pač 30 krogov, kratek krog je to 25, ne, če pa državno mora imeti pa že to klanca, to kilometrov. Kako pa se sploh, rečemo, če bi kdo hotel svoje otroke prijaviti v klub, kako se to sploh začne? Ker ti tudi z Rogom pač tudi sodeluješ, pač jim nekaj pomagaš. Ja, malo volontersko. Ja. Če imam čas, pa če mi rabim, jim pomagati, rade vole. Imajo spletno stran, Okay. KD Rog, pogledaš, telefonska številka, zapišem mail, lahko pošljaš, potem imajo pa 2-krat se mi zdi na teden imajo poligon za najmlajše, določene uri, starši jih pripeljejo tja. Če kdo nima kolesa, mislim tudi, da jim lahko kolesa posodijo. No? Okay. Tako da je pa začetek vedno poligon in to je urca do urca 15 na poligonu. Postavljajo stebričke, pobirajo stvari po tleh, po travi, zapenejo, pedale odpenejo. Sprav, da se teh osnov naučijo, pa malo bela. Interne dirke, imajo že pol, ne. Tako da, ja, pa eni grejo na cesto, se mi zdi, da pri deklicah bi šele tam nekje, no. Okay. Fantje po mojem malo prej, no. Runde oziroma treningi na cesti se pa štartajo v Vodicah, a kje je? Ne, tudi v klubu. V klubu se dobijo. Taci. Piranče. Piranče. No, sej. Ja, Počmarno goro, tam, kjer je klub, ja. Okay. Vikrče v bistvu, no, bolj natančno. Okay. V klubu se dobijo, ja, in ponovadi me to ob 4, pol 4. Zdaj moje pride že zmenjša, tako da kdaj imajo malo daljši trening, odvisen, kaj končajo, moraš že umengaš domov. Tako da kdaj pride tudi do 100, starejši, ne, pa 4-krat na teden, pa se kar nabere. Ne. Aha, se pravi, ne da štartata že od doma in greste. Razen, če ima šolo tako pozen, da me jaz kolo v avto, ko sem blizu službi, pa potem peš do mene pride, pa jo pelem direkt. Aha. Se probleče, pa gas. Dobro. Da greva še na tvoja kolesa, ker jaz se ne spomnim enega tvojega bajka, da je slabo zgledal, plus še tega, da so vsi dobri. Kaj je bil tvoj ta prvi tak mal bolj orang bajk, pa kdaj si to? Mislim, da je bilo to 2010, oziroma tako, 2006 sem spet začel mečkam kolesariti,
se kupil enega starega Cannondale aluminijastega, pa sem ga potem čez ene že zamenil, spet nek mečken boljši BH, ki tudi ni bil, bogaj kaj, ne. No, potem sem pa na Rudnik prišel, prijateljem, ki so se pa zelo veliko vozili, ne. In sem šel z njimi na rundo in je bilo tako težko, ne, pa kolega Andraž že nek karbonca dobil, pa sem rekel, bom jaz Kavčika poklical, pa moraš ti mogoče kažem, da bi imel tudi tak karbonski kolo, ne. Tako da sem takrat klubskega, mislim, da je bil Dvrečarja, no. Jaz sem takrat Scott Edict, je bil ta prvi karbonc in je bil res ful dober kolo. No, potem sem še enega Edicta, mislim, da čez let pa pol, sam novejšega. Potem je bilo pa leta 2012, sem pa dobil od Skaja prvega Pinarellota, no. Dogma 6.0.1, že z električnim prestavom. Tako da to je bilo, vsak je videl, kaj imaš to, pa bo to delala, kako na elektriko, ne. Tako da takrat sem nekaj prijatelj, no, iz Ineosa Maser zrihtal. Tisto kolo je bil res ful dober, še tvoj oče ga je gledal, ko sem prišel enkrat v Novigrad. Ko imajo ti Primorci neke začetne neke priprave. Čau, podcast malo. A ti imaš na silno pedalo? Ja, Zakaj ko nimaš na spletni strani nikjer? se imam. Lokalnih rad. Ja, imam jih. Ja, iščemo. Ok, malo za intermezzo. Vse se išče. Ja. Tako da ja, bil sem tudi v Novem Gradu. Takrat je tvoj oče prišel, no. Je gledal moj kolo, kje pa ti to dobil. Sicer ali bi Campagnolo, no, jaz sem imel Shimano takrat gor. No, pa je bila pa F8, ne, lažem, Dogma 2 je bila še potem, Ja, Think 2. ne, sam Dogma 2. Vmesna je bila ena. Ni bila Dogma 2. Ja, je bila. Prav od Fruma sem jo dobil, ja. Sam je bil Čist custom kolo. 60 ali Think 2 vem, da je bila oznaka. Ne, to je bilo pol naslednja. Še Dogma 2 je bilo vmes. Ok. Bom sliko pokazal. 60.2 ali prav Dogma 2? Dogma 2. Fuck, to pa... Ti Če bom bi pokazal. zdaj en drug rekel, bi rekel stavljen Prav karčer. za kilometer je bil sestavljen kolo, no. Ok. Za Fruma se bi tudi prav neki custom vroči so bili gor, head, peste, Durace, tako. Dober kolo. Tudi Durace 2, pa že sedežni opor je imel baterijo, no, ker ta prvi je imel še pri Bidon Halterju, ne. Tam je pa že noter, sicer je bila spet custom zbrušena pa noter dana, tako da ni bila serijska. No, pol sem jo pa F8, pa sem jo pa F10, pa sem jo pa F12, Pa si naročil F. pa sem naročil F, ja. Pa sem jo Colnago, C64, C68, zdaj imam več 4 res, no, prej sem pa že enega druge barve. Tako da, Kaj pa je... Kaj po tvojem misliš, da Colnago pa Pinarello mata, kad drugim firmam fali? pa se nimata samo ta dva, no. Tudi De Rosa je, ni toliko poznan, ampak je tudi, če ga, ali pa kakšen Čineli, če ga pogledaš, je res malo drugačen narejen. Tako lično, estetsko, drugačka ameriška kolesa, no. Imajo neko piko, nek šmek imajo, no, tako bom rekel, no. Pa tudi meni, vse, kar je italijansko, meni lepo, no, tako da znajo stvar dokončati, tako kot je treba. Res, da kakšna stvar, pol, kakšen nosilček za števc je malo, tam si pa niso vzeli pred cajta, ne, ampak ja, so lepa kolesa, no. Tudi Villiers, recimo, ne. Ampak Pinarello je nek premium, Colnago, pa tudi ostali, no. Ok, ti imaš zdaj V4 RS. Koliko pa misliš, da je kle Pogačar in to, kar je on dosega zadnja leta, da je... Ker zdaj je Colnago, to jaz jih prej nisem videl, pa niti približen toliko na cest, kakor pa jih zdaj vidim. Pri nas je veliko to, ne, tako kot je bil Bianchi, recimo, Ja, ko ga je vozil Primož, se jih je tudi veliko po naših cestah vozil. Glih zdaj sem bil v Toskani 3 dni in
tudi italijanskih ne vidiš toliko veliko koles, ki bi rekel, da jih je, da bo sama italijanska, ne. Okay. So tista ta stara, tam do 10 let stara, pa starejši gospodje vozijo bolj italijanska kolesa. Ni jih toliko veliko, no. Tudi po Italiji ne. Je pa res, da so ful draga, dražje kot pri nas, ne. Ja. Ne vem zakaj, ampak Okay. pri nas je pa sigurno zaradi tega, ker tadej vozne. Pa tudi lepa so, no. Ja, mislim se. Mislim sploh tako, če primerjaš z ostalimi, ki so na trgu, a ne, je, ja, mislim, lično zgledajo, je pa tako, da pri Pinarelotu, kar je meni največji plus, je to, če bi dal vsa kolesa na črno pofarbati, pa bi jih dal nekam na steno, bi takoj vedel, kjer je Pinarello. Ja. In kle to ima nek pač ta čar, to je tako, kot pri tudi enemu nepoznavalcu avtov, pa če boš dal vse avte na črno, boš vedel, kjer je Porsche. To je res. Pač za vse druge res, ne boš ja. vedel, jaz ne bi najbrž, ajde, mogoče bi Lamborghini, pa še to vprašanje, če ne bi kakšen Koenigsegg, pa kvaj se jim dal zraven, pa isto spet ne bi vedel. To si čisto zadev je zdaj, Ja, če bi bili vsi črni, ja. ja. In je... Ima neke ekstra seksi linije, ki jih nima noben kolo, no. Okay. Tako. Kaj pa bi rekel, tako kot imaš, rečemo, ti si vozil res že, obročev si vozil že polhan, tudi opremo si vozil, ja, praktično vse. Vse sem vozil, ja. Če bi si zdajle sestavil dream bike, kaj bi dal gor, pa greš lahko ful v detajle, lahko pač tako, zdajle na prvo, ko pomisliš, kako bi ga skup sestavil, pa kaj bi sploh bil za en bike. Itek sem naročil Pinarello F, pa ga nisem dobil, ne. Tako da, ja, Pinarello F, Okay. pa Campagnolo super rekord, ta novo, 12 sredno. Samo ok, pa bi bil na diskih. Ja. Čeprav sem naročil rim brake, to je pa res, ja. Okay. Zdaj sploh ne vem, a se bo dal še dobiti te rim brake kolesa, tako da verjetno bom mogel tudi jaz disk na prevoz. Čeprav imam se že enega navadil. C64 še rim brake, ki ga bom imel, ga ne bom prodajal, ne. Tako da, Ti imaš glih to frozen... White, ja. Ja. Tudi pri tebi sem vroče vzel glih za to, da je tak kompleten kolo. Ja, verjetno bi F-ko, ja, sestavil pa Campagnolo. Pa kakšne Bora v to 60 ali pa Ultra, je tasga. Pa ti si tudi z Berkovim sedežem imaš isto gor, ne? To imam pa vedno, ja. Berg mi pa že od nekdaj, mislim, da ga imam že blizu 10 let. Pa še White Mini si kaže, pol tudi zelo dobro, pa te pride zdrav. Nisem neki. Malo. Kličejo me, se veš kako ne. Pa še nekaj sem opazil, ko te pol videl, ko bo Jure predstavil kolo, se pravi, nimaš števca gor. Ja, res je. To me že vsi malo To kurcajo. mi je malo čuden, ker pol nimaš niti une, ne vem, ti imaš pol motivacijo, a se greš sploh sam kdaj zapeljati? Grem, ja. Večkrat se grem sam zapeljati in lih to je čar tega, ko se greš peljati. Si neobremenjen številkam, ne gledaš na števc, gledaš na naravo, poslušaš, kako šumijo feltne in to je tisto pok, ko prešaltaš, to je, ne rabaš nobenih številk. Amer? Tako da imam uro na roki, recimo, da po končani krogu ugasnem toliko, da vem, koliko kilometrov na koncu, ampak vmes pa ne gledam. Okay. Greva še na, zdajle si začel Giro, so že raztegovali prve 2 etape, zdajle je glih tretja, se glih vozijo. Kva pričakuješ na letošnjem Giru, ti imaš tudi kakšno insidersko dobiš od Kavčnika tam. To meni je že tako, ker so zdaj že prtegovali, pa so bile samo 2, zdaj imajo koliko 2 dni bolj ravnine, pa se pa začne. In je, ne vem, kva pričakuješ, pa greš tudi mogoče gledati kakšno etapo. Ja, zelo zanimivo se je začel, pa tudi zelo zanimivo bo, no, tako kot se rekel, da bo malo dolg čas, ker ni nekih remkotov pa teh, ne. Samo glih, jaz mislim, da bo glih tako ali pa še bolj zanimivo, no. Tule pozabljajo na Tomasa, recimo, ki je zelo konstanten, on še nikoli ni imel slabega dneva, ne.
kadar bo zaostal za par sekund, to ni zdaj. Ne. Kronometer lahko celo bolj špele. Ne. Ja. Napaka se ti zgodi, defekt, koliko ga je imel, lahko bi se končal drugače, lahko bi padel na Lahko bi ga zbil pločnik, zadnji na nogi. ramo. Ja, lahko. Tudi to je zgledalo zelo blizu. Kada so enega malo podkupali. To je tako dolga dirka, da se lahko zgodi karkoli. Jaz mislim, da so si vzeli malo z rezervo, da si mečkem prednosti pridobijo, pa da malo bolj v miru Okay. pride do konca. Bojo pa ja. Po mojem bo izkoristili točno takrat, zdaj, ko se bo še dal. Da prav veliko napadali na silo ne bojo več, ampak hoče se mečkem rezerve na začetku narediti. Okay. Dobro, bomo videli. Je pa res, da ni bilo lahko, ne? Vsak misli, da on samo vsi so potegne videli, pa da gre. ni Ne? bilo To so ful majhne razlike. To vsi mislijo, koliko je on močnejši. Bilo je 4 km, polka je šel pa 30 sekund, to načeloma ni veliko, to sta dva ovinka, pa ga vidiš. Ne? Ni to, samo pač sposoben je iti večkrat v rdeč pole, pa še enkrat, ne? Ostali pa ne. In kle naredi razliko. Tisti zaradi tega mečkam popustijo, ki jih po domač malo zabaše. Ne? In to je to. Sam je, To je samo zavesten. Če imaš to vse, pa da ko bo enkrat ratov poražen, pa še enkrat bo potem tudi on mogoče malo drugače dirko. Ampak dokaj pa tako itak naj traja, čim dalj, naj to dela. Ne? To je, mi se sam smejimo, veselimo, kad to gledamo. Ne? sam je tako, zanimivo mi je bilo, to upam, da bo šel kdo pogledat, ko gledaš une stare cajte, z jeklenimi kolesi, ne vem kaj, gledaš Pantanija, pa če pol rečemo še Contador, ki je imel že karbonski kolo, pa Armstrong, pa tako, kako so ga uni res šli gor. Ja. Pač model se mu sploh videl ni, da je zmatran. Kaj je štartil, to je letel. Jaz sem gledal te posnetke, kdaj je glih predvčerajšnjem, in gledam, ko sem si hotel za Giro, sem tako pač malo, da bom na tekočem. Pač to, ko je skočil, to je sam, to je kar, pa gleda nazaj, pa tako pa kar, pa skoč, pa meni ni težka bilo nič prestava, jasno. ne vem, kadenca 60, 70. In je res, so ga leteli takrat bolj, kukor pa ga zdaj. Zanimivo je bilo, ko sem šel gledat prav na Alpe d'Huez. Pantani ima še zdaj ta najboljši cajt, pol mislim, da je Armstrong, pa mislim spet Pantani, pol je Ulrich, pač sami taki zanimivi karakteri. In mislim, da je v prvih 20 ni nobenga, ali pa je mogoče sam eden, ki je bil po 2015, ali pa ki je glih okrog 2015. Pa še to je tako, več kot 3 minute zaostanka že, se pravi, te, ki so zdaj, kao, ta najboljši kolesarji, ne pridejo niti blizu tem cajtom. Mislim tudi, da je etapa. Ne? Na zadnje Pitcock se mi zdi, da zmagal. Ne? Mislim, ja, hočem bolj povedati, da zdaj se je malo ščistal, pa tudi kakšna so kolesa zdaj. A si se kdaj zapeljal, pet se zapeljati enkrat s tem jeklenim, ki ga imaš. Pa Ja, ne, ta čisto najboljše drugače, ja. obroče gor, ki jih imaš, pa se še vedno ne pele. Ne, je razlika, ne. In Saj sem imel tudi malo drugače. Včasih so res ekstra bili talenti. Tudi niso bili samo makaroni. Ne? Ja, no se, to hočem povedati. A greš kakšno etapo gledati? Ja, grem, se pravi 20. 21. Grapo. 22. nazaj. Ne, to je na koncu zadnji teden. Glej, pokol Stelvija. Aha, tja greš, v Bormiju. Ja, glej, gremo 4 prijatelji, gremo v ponedeljek po službi, prespimo, torek odpeljemo, sredo odpeljemo, pa isti dan nazaj. Odločite. Nimamo več časa. Tisti vikend, ki je pa Monte Grappa, sem pa odsoten. Drugač bi šel pa to etapo pogledati, definitivno. Ja, jaz upam, da mi bo to ratali. Kakle vem, da grejo iz Velota, pa bom probal se Tam bojo nekako vsi. prštult. Tam bo vsi, tam bo res. Mislim, ja, se veš, jaz ne grem zaradi Gira, ne, jaz grem tja pokazati, kako je bajko. Če ne vejo, kje je znamka, smo vse naredili, da kam pogleda. Ne. Ok, je nič. Gre predstaviti zdaj še tvoj bajk. Hvala, ki si prišel. Naredila bo še sliko, da te dam tjale jaz v moje vse goste, pač imamo pofotkane. Tako da hvala, ki ste spremljali.
v mesecu maju vsi, ki boste kupili approved kolesarsko majico, se pravi te, ki so omejene izdaje, boste avtomatsko dobili še ta letni subscription, ki ga imamo zdaj, kar pomeni, da že na znižane cene imate na vse cene na spletu še dodatnih 5% popusta, pa še določene ugodnosti so v Human Performance Centru, ki imate 20 pa 30% popusta znižane treninge pa plane, pa bike fitting v Maxi Sportu je 20% isto znižen, tako da evo, mislim, da vsi, ki malo bolj redno kolesarite, je to vsaj zdajle zelo zanimiv, pa naslednji teden greva še s Petro v Human Performance Center, kjer bo part tu posnela. Tako, če imate kakšno vprašanje ali pa kaj hočete videti v unmu videu, lahko tudi spodaj komentirate, pa bomo probali čim bolj na to temo posneti, tako da vam bo čim bolj jasen. Ja. Zdaj smo pred kolesom, pa bom dal kar Juretu mikrofon, pa bo on razložil, zakaj ima tak bike. Najprej bo povedal vseb, višino, koliko kilometrov dela na let. Približen si to vemo, da rekreači mene pove po pravici. Pa zakaj je to veliko zbral itd., tako da boste mogoče dubali tudi vi kakšno mnenje oziroma kakšno idejo za naprej. Colnago V4S, manjše številke kot predhodno. Predhodno sem vzel številko 51, ki je številka po knjigi prav za mojo velikost, jaz sem visok 180 cm. Kolega je izbral velikost 480 in sem probal njegov okvir in sem rekel, bom tudi jaz probal vzeti nekoliko manjši okvir. Okay. Zato je tudi na tem kolesu malo večji drop, se pravi balanco, krmilo sem odžagal skoraj kar se da niže, sedežna opora je temu primerno malo više. Če veš, koliko imaš dropa med balanco pa sedežem? Mislim, da je 43, se mi zdi. Ne, tako mislim, ta višina od tukaj. Aha, to pa zdaj ne bi mogel pa zmeriti. Moje nauči tako je na 11-12, kar je kar visok. za rekreača je že kar... Ja, s križem nimam težav, tako da ja, potem pa krmilo sem tudi vzel mečke nožje za probo. Zdaj vsi v peletonu tudi ožja krmila, ta je širine 39, dolžina je 120, ker je pač okvir nekoliko manjši. Oprema na kolesu je 12-sredna Shimano Dura-Ace. Dodatna je tudi OSAP noga. To je zdaj sicer jaz neke razlike v hitrosti ne porajtam, je pa pač estetsko pa zelo lep kolo izgleda. Obroče sem dal 60 višino, ko se mi zdi za mojo vožnjo, tako ko se jaz vožem in pa na zgled, mi najbolj pripada. Greva se malo ostati pri obročih. Ja. To veš, da jaz ne moram biti stran, ne mi poj. Ti si vozil zdaj že tudi, se pravi, imaš doma tudi Princetone, imaš VTO-je, imaš Bore One Tabular. Kako bi primerjal, kaj jaz pač z Dura-Ace obroči res nisem zadovoljen, ti pa vem, da ti pa niso slabi. In me zanima, se pravi, kako bi razvrstil te obroče, ki jih imaš, s katerimi bi se najraješ vozil in tako naprej. Jaz bom najprej čisto pavšalno povedal. No? Na splošno obroči, ki imajo tabularje gor, se bistveno boljš in bolj odzivno vozijo za mene, kot ostali obroči z zračnico oziroma klinčer ali pa tubeless. No? Zdaj tubellessa jaz ne vozim, imam ga samo na mountain bikeu. Kar se tiče vseh teh obročev, ko si povedal, ja, imam Boro doma. Pa še lightweight, da si tudi vozil. Tudi lightweight, ja. Mogoče sem za lightweight mečkam pretežek in zelo trd obroč, ampak ko pa pospešuješ, ostoji, sem pa mogoče mečkam pretežek, pa na prvem breku mečkam bremza v zavorne čeljusti. Tako da ni primerna preveč za mene, no bolj za kakšne suhce, klančarje. Ja, drugače pa Bora je pa, imam pa tabular in se mi zdi v teh obročev najbolj odziven obroč. Pa se to zdi tudi zaradi tega, kaj trši?
Prvič to, Vožnja je trša, ne? ja, prvič to nimam 28 širine, gor tabularja, ampak so 25. Že kle je mečkan razlike, ko se pumpa mečkan drugač. Zdaj te 28 je maksimum recimo 6, 5-8 je že dovolj za mojo težo. 25 moram pa kar 7, slabih 7, 6, 8, to nekje. Mogoče je občutek tak, no, ampak se pravim, moj občutek je, no, da sploh kakšen tak kratek lanček, ki ga pošprintaš, je tabular hitrejši in bolj odziven. No. Durej s pa Princetom pa, se pravim, oboje so zelo udobni obroči, tako da so hitri, pri hitrosti na 40 slišiš, občutaš, da grejo en in drugi. No, zdaj, da bi rekel, da so eni veliko boljši od drugih. Princeton so res lepši izdelani obroči. Resnih težav, no. Pa tudi ne moram primerjati, na te so disk, tiste imam rim break doma, no. Okay. Ja, cenovno, glede na to, da so doreč cenejše, no. Kaj pa je? Dobro. To je to. Super. Pedala imaš Shimano, si že vozil tudi luk? Ja, tudi luk sem imel. Shimano imam nekako zato, ker lukaj zdržijo dalj časa. Okay. Tako da tiste luk ja, zelo hitro grejo. Pa tudi malo bolj robustne so, ter se zapenejo. Tako da... Ne mi povej, ti ročk nimaš neki na noter orang postavljenih, so kar naravnost? Krmilo je že dosti ozko, Okay. tako da glede na moje ramena, če bi dal še ročke, bi to res malo čudno izgledalo. Tako da je pa tudi to neka modna muha, no, zdaj, da bi, kaj pa vem, Remko jih ima zelo na noter. Se tudi pogled. Tudi, ja, tudi da ima zelo na noter. Tako da... Ne mi povej, kot to, da si se odločil pa glih za to barvo? To je nekaj posebno. V bistvu sem imel UAE barvo prej in sem videl, da ta barva prihaja ven. Sem pač kolega poklical, ki dela v trgovini, sem se pač pozanimal, kdaj to pride in mi sporočil, da zelo hmal, pa še moja številka, tako da sem se hitro po za to odločil. Že prej sem imel F12 podobno belo in nekako bel ali pa črn kolo sem imel najlepše barve za kolo. Čak, sem dolgo si imel kakšno naročeno? Zlato. Tisti je bil kastan kolo, tisti bi bil čist malo drugačen. Malo poseben, za ene lep, ene bi pa rekel, kaj je pa ta to naredil. Glede na to, da sem imel zelo podobno barvo. Meni je bil en izmed lepših. Upam, da ga še dobim, no, tako da tisti kolo bo... Mislim, jaz upam, da ga noš zdaj dobil, ker čez 2 meseca po vse verjetnosti pride nov. Pa veš, da nič hudega, glih tako bi ga vzel. Ok, dobro. Ok, imamo še kaj? Berg sedež, Berg, to imaš... lupina, ta kratka, zame najboljši zic, kar sem jih daj vozil. Tako da, to je to. Okay. Gospod Jure, hvala, ki si prišel, hvala, ki si spustil en trening, eno rundo v kolesarstvu danes. Nič, to je to. Vi, če imate kakršnokoli vprašanje, vprašajte v komentarjih spodaj. Če hočete podpirati kanal, pejte na proofcycling.com, pa si kaj lepega kupite. Lahko tudi sam t-shirt, ki so po par evrov, ali pa bidon, vse pomaga. To je to, nič, se vidimo. Ajde, živ, čau.